Dobrodošli v prav posebnem prazničnem showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi še vedno spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantne vsebine. Danes sem pa zares hvaležna, da si je čas za nas vzela ženska, uspešna pevka, mama, partnerka in oseba, ki se mi zdi, da je letos svojo zgodbo kar zaznamovala tudi slovenske medije. Z mano je Tanja Žagar. Lepo pozdravljena. Ja, hvala za povabilo, lep pozdrav, živa. Zdaj vprašam te, kako si, kaj pa me zanima, če ima to vprašanje kaj posebno težo zdaj, potem, ko si delila tako zgodbo letos. Ko te vprašajo, kako si, ne? Kako si, ne? Se mi zdi, da včasih ljudje kar mal se bojijo vprašati po taki zgodbi, kako si, ne? Ampak se ni treba nič bati. Je to vprašanje lepo, saj zame, v vsakem letnem času, v vsakem obdobju, v vseh zgodbah, ki se zgodijo, ker to vprašanje, kako si, potem pripelje do mnogih drugih vprašanj, ko se začneš pogovarjati. Skratka, ko so me pred boleznijo vprašali, kako si, sem bila odlično, super. Ne morem pa reči, da zdaj odgovor na to vprašanje tudi ni tak. Ne? Zakaj? Pač zato, ker se stvari lepo odvijajo, lahko rečem, ker sem tukaj s tabo, ker se pogovarjava, bova zdaj spet rešili svet, ali kako se reče, ne? Če se malo pohecamo, skratka, kar tako, z veliko mero hvaležnosti, no, sem že prej doživljala življenje in svet okrog sebe, zdaj ga pa še s toliko večjo mero hvaležnosti. In ja, dobro smo, veselo in optimistično. Sem zelo vesela. No, najprej, jaz vedno svoje goste prosim, če prinesejo 3 predmete in ti si se dobro pripravila, ne? In me zanima, kaj imaš zame in za naše gledalce. A veš kako, jaz, če se reče tako, prinesi nekaj, ne, mi ni tako, da sam zagrabam neko prvo stvar tam iz predala, samo zato, da je, ne? Ampak če že prinesem, da je to nekaj, ki mi res pomeni, ki izvira iz mene, iz mojega življenja, pol sem malo gledala tudi na obdobja različna in sem se odločila tako. Zdaj pa kar zdaj se je prav postavljen, začneva tukaj. No, pa dajmo. Tole je meni najljubša knjigica. In sicer piše Tanjina prva knjiga. Podarila sta mi jo mami in ati, podarila sta mi jo pa 1. julija na moj rojstni dan leta 2012, za moj 30. rojstni dan. Ker si je moja mami zapisovala takšne in drugačne moje iskrive izjave iz mojega otroštva in potem jih je prepisala v tale zvešček lastnoročno in zdaj imam jaz te izjave tukaj napisane. Zdaj lahko kakšno tako na hitro preberem, ker je lušten to, te otroške iskrice so vedno fletne. Evo, februar 88 piše: Tanji je prišla iz vrtca in zvečer sva se pogovarjali. In zdaj jaz rečem: mami, danes sem v vrtcu pri kosilu v juhi našla muho. Pa prav mami, ampak Tanči, mogoče pa ni bila muha, mogoče je bil pa petršilček ali pa kaj drugega. In jaz rečem: ne, mami, muha je bila, točno vem, da je imela peruti, bila je muha. In zdaj jaz rečem, da sem povedala to tovarišici Mojci in pravi mami: in kaj je rekla Mojca? Pa jaz pravim: pa kaj? In ni nič pogledala v moj krožnik. Pa na to rečem: veš, mamica, ta tovarišica ni za otroke, bolje bi bilo, če bi šla na banko v službo. Pa mami napiše, vprašala sem jo, kdo je to rekel, ne? Pa sem rekla: nihče ni to rekel, jaz ti povem, mami, da bi bilo bolje, če bi šla na banko. Kako točno je zapisala, ne prav dialoge? Ja, ona je tako dialoge zapisala, lej, in ne vem, kaj bi mi človek lahko kupil na tem svetu. Je ni stvari, ki bi bila bolj dragocena od nečesa takšnega, da mama in oče zapišeta spomine svojega otroštva in ti podarita to luštno malo knjigico. To je vse. A ti tudi nadaljuješ to tradicijo, kaj zapisuješ? Odgovor je pravilen, ne? Ja, seveda, se pravi, to sem dobila v kri, ker mi je bilo to tako všeč. Sem rekla, ko bom jaz imela svoje otroke, bo tudi to moje darilo enkrat, ko bodo zrasli, zapisujem vse njune izjave, te glavne stvari, prelomnice, ki se dogajajo in tako. A preskočva zdaj? No, dejva. Preskočva. Če sva že, ne zgodiva. Tole sem jaz pač naredila, sem si kar takole v tako kvirček dala. Izjave mojih najinih 2 sončkov. Pač nekaj iskric je tle, a ne? Mala pravi, vsak dan pride, pa tako 100-krat. Najboljša starša sta. Veš, da zrastaš, ne, do oblakov. Pol mi pride, pa če sem malo resna, veš,
Veš, da doskrat je človek tudi, ne vem, urnik delaš, sestavljaš, to se malo zamisliš. Vsakič, mami, smej se. Mami, skozi se smej, cel dan se smej. Veš, pravi, mami, lepa si pa, ati, ti si tudi lep. To vsak dan poslušamo. Enkrat hodimo po stari Ljubljani, oziroma gremo v Ljubljano, 2 leta je bila stara in hodimo tako veseli, neki se hecamo in pravi ona, mami, jaz čutim, da smo mi družinica. Ti, veš, kako je srce zaigralo, joj. Včeraj jo pa kopam in jo skopam, pa mi pa reče, vsaka čast tebi, mami, da si me umila. Je pa šaljiva po tebi, ne? To je od Marine, ne? Ja. Zdaj, evo še enega, ki še ga od Karlota. Pravi meni v 1. razredu, lani je bil 1. razred osnovne šole. Mami, veš, kaj bi jaz imel rad za rojsten dan? Sem rekla, daj povej, ne, zdaj čakam. Kaj bo to zdaj, ne? Prav, mami, jaz bi rad imel ful nalog za matematiko, ful računov. Takoj sem si zapisala, sem rekla tole, pol čez par let, da mu pokažem, glej, kaj si govoril. Ja, v kakšni srednji šoli. Pa tako, no, pa kaj je bil mali, je bilo meni vedno tako, otroke je treba res te glavnih stvari, da zna reči dober dan, da zna reči hvala, prosim, da na osnovah, ne, se vse začne od malega. In potem smo ga skozi tem, ko nekdo pride, ko nekoga srečaš, ko nekdo stopi v dvigalo, pozdraviš. Tudi če on ne pozdravi, ti pozdraviš. A ne, tako. In potem enkrat reče, mali je še bil, Karlo, povej mi, kaj je prvo pravilo, ne? In on prav, živijo, dober dan, adijo, čau. Tako, v sekundi. Dobro ste ga naučili. Tako, ja, to je to, malo teh naših družinskih stvari, pol pa sem se odločila še jasno za eno stvar iz obdobja, ki je res velika prelomnica v mojem življenju, obdobje skupine Foxy Teens. Tole je naš prvi album, ki smo ga izdali v Ujemi ritem. In vedno se tako sprašujem, le kam bi šla moja življenjska pot, kam bi me peljalo, ne? Če ne bi pri 14 letih postala članica skupine Foxy Teens, ker sigurno bi šla popolnoma v drugo smer. Vprašanje kam, kako se človek to nikoli ne ve, ne? Ampak to je bila ena res velika prelomnica zame kot osebo, za naš tudi glasbeni prostor slovenski, absolutno. In tako, kot vedno rečem, najlepši in neponovljivi spomini. In zdaj, ko pogledaš te 4 dekleta, si mislila si kdaj, da bo življenje vozilo take poti? A veš, bila sem prepričana, da čez 2 leti na naši se pravi 30. obletnici, 2026 leta, 2026. leta bo to, ker smo se že pogovarjali o tem povratku, o enem dogodku, kjer bi proslavili teh 30 let, no in sem bila prepričana, da bomo seveda tam vse punce, a ne, veselo pele, skupaj obujale te spomine in pripravile ta dogodek skupaj, temu zdaj žal pač ne bo tako, ker naša majčika, evo, se je poslovila in nas zdaj čuva, kot jaz rada rečem ali pa rada mislim, je naš angelček in bo z nami v naših srcih, čeprav je tam na odru pač z nami ne bo, a ne, takrat, ko bomo kaj spet naredili. Ampak to so vse moje punce. Od nekdaj, od takrat, ko smo začele in zavedno so to moje punce, v srcu jih nosim kot svoje sestrce, to sem neštetokrat že povedala, pa najbrž še neštetokrat bom. In one so mi zelo, zelo polepšale in obogatile in popestrile moje življenje. Kako se spominjaš zdaj teh časov? Veliko sem raziskovala o tebi, o Foxy Teens. Vas so snemali dokumentarce, res ste bile take zvezdice. Kako se zdaj z distance spominjaš teh časov? Časi so bili popolnoma drugačni, sigurno kot zdaj, ne? Recimo, to je zanimivo, o tem meni govoriti. Kako je bil še to čas te velike euforije? To, kar smo gledali to svetu, takrat je bil pač čas teh girl in boy bandov, ne? To je bila res euforija. Ko smo mi prišli na nastop, na neko osnovno šolo zjutraj ali pa kamorkoli, to so bili otroci s transparenti, s plakati, z risbami, to so izdelovali izdelke takšne in drugačne. To so bili, ko se je naš avto prepelil, vsi na oknih gor kričali, vpili, mislim, noro. Tako, se mi zdi, za današnji časi kar malo nepredstavljivo. Ni tega več na tak način, ne? In je bilo, mislim, bilo je noro lepo, bilo je wow. Spomnim se enkrat, ko smo
v Velenju nastopile, šle potem v avto, te otroci so tekli za nami, to so se naslonili na avto, ruka, ta avto, a veš, je bilo kar včasih malo treba tudi popazati, ne, pa tako, v glavnem, mislim, da iz te strani to neponovljivo, ker takrat res ni bilo teh Instagramov, ni bilo Facebooka, ničesar od tega ni bilo in edina stvar, kjer so te lahko videli, je bil nastop v živo ali pa tista oddaja na televiziji, ne. Ni bilo, da si bil ti v vsakem momentu dosegljiv pa odgovarjal pa tako, ne. In to je imelo svoj čar, en tak velik čar, ker je bil pol tisti moment, a veš, moment presenečenja, ko te nekdo prvič videl v živo, ko je prvič nekaj rekel s tabo, bil je ta moment te fascinacije, ki je danes pač ne more biti na enak način, ker smo pač dostopni v vsakem trenutku, na vsakem koraku, 24 ur na dan skoraj, bi se rekel, ne. Dobro, vse prenaša svoje prednosti in slabosti, ne, da ne bo zdaj razumljeno, da je pa to obdobje zdaj slabo in grozno, tega nisem rekla, ampak tisto je imelo drugačen čar, mogoče malo bolj pristano. Drugačno je bilo, ne? Ja. Po 9 letih ne se je pa zaključila ta zgodba Foxy Teens? Ja, torej planirano je bilo sprva 3 leta, potem se je to raztegnilo na zelo uspešnih delovnih 9 let, potem je pa veš, kako bilo. Bile smo že Foxy, ne? Sam Teens je pa že šel, ne? Ker pa Teens ni bilo več. In mislim, da smo ker tudi to je pomemben, znati končati v pravem trenutku, ne? In mislim, da smo mi to na zelo lep način naredile. Šle smo v eno od televizijskih oddaj, se poslovile, povedali, da zaključujemo, da gre vsaka svojo pot. Zelo lep občutek v srcu tudi na ta konec, čeprav konec nikoli ni neki za skakati v zrak, pa za vriskati, pa sreča, ne. Ampak ta je bil lep. Ja, se ga tudi rada spominjam, predvsem tega, no, veš, da smo me z vsemi puncami mojimi ostale ves čas v stiku. Jaz sem z vsemi se in videvala in slišala in to imam še zdaj in to je nekaj prečudovitega. Veš, ker samo z njimi jaz lahko tiste spomine obujam. Ker se to doživele, ne? Ja, z nikomer drugim, ker sem z njimi to doživljala. Ko se me pogledamo, veš, še zdaj, če se pogledamo, se že vemo, zakaj se bomo smejali, ne, pa čemu. In to je, kako je to noro, res lepo. Kaj vse ste doživele takrat v tistih 9 letih? Verjetno so bili vzponi in padci in evforije in razočaranja. Ja, vse, seveda, vsega, pa je treba vedeti, da ko smo začele, smo bile me stare od 12 do 15 let, torej osnovnošolke, bum, v ta svet šel biznisa, ne, in treba je vedeti to, ko si se ti takrat pojavil v oddaji Glasbeni primarjev v Galuniču, so to naslednji dan vsi vedeli, vsi poznali pesem, to je bilo res, to je bil velik bum, ne, in tam se je v bistvu od danes na jutri čez noč zasukalo življenje na glavo. Ko si šel ti zdaj ven, pa nekam otroci, mladi, ne, in še edinstveni smo bile in najmlajše, tako da zato še toliko bolj opazne. No, zdaj, velik problem bi lahko bil, da bi skrenile s poti, da bi zašle. To je težava v tem svetu show biznisa, absolutno. Tukaj vedno povem, jaz sem imela res veliko srečo, ker pač imam moja starša sta bila čudovita, pogovarjali smo se, ta osnovna celica družinska je bila pri meni res urejena in zato nisem imela nekih težav, ker smo že doma vse reševali skupaj, da potem naprej absolutno obenem Mikija, ne. Mike Šarca, ki nas je res 9 let tako lepo vodil in usmerjal in pazil tudi na nas in tako da smo vse ostale, vedno rečem, dobre punce, delovne in tako. Je bila pa recimo za nas težava oziroma en tak šok, padec, ko so se te menjave tudi dogajale. Veš, ko ti začneš, ko si star 14 let, misliš, to bo večno, zdaj smo, ne. Drugače razmišljaš, pol pa je takrat naša članica Geno po 3 letih zaključila, ne. Smo same ostale, Maja, Mirna in jaz, pa potem še čez 2 leti se je Maja poslovila, pa je prišla Špela, pa potem še celo Maja nazaj za leto pa pol, 2, tako da je bilo kar nekaj teh sprememb. Midve zmerno so bili pa članici, ki so vseh 9 let ostali v skupini. Jaz sem se zelo hitro naučila in razmišljala o tem, da življenje prinese marsikaj. Vse.
spone, pace, gor, dol, zelo hitro smo se mogli sprijazniti z vsemi komentarji, kritikami, takšnimi in drugačnimi, tudi žal sovražnimi besedami in komentarji, ne. Zdaj pa vsak človek to po svoje prenaša. Jaz sem tip človeka, jaz samo o sebi lahko govorim, ker sem vedno vse prebrala. Še danes. Jaz sem človek, ki z veseljem. Slabe stvari. Meni je to hobi. Ne? Jaz grem in pol tele portale, kdaj in grem in to prebiram in si še celo izpišem, kakšne te sočne ven, ne? Ker je zanimiv, meni se je zanimiv ukvarjati s tem, kako ljudje nekaj doživljajo, kako se odzovejo, kako komentirajo, zakaj to počnejo, zakaj nekdo tako, zakaj nekdo drugače. Ne? To je meni zanimivo razmišljanje. In sem pač po vseh teh letih prišla do enega spoznanja, saj sem že nekaj časa nazaj prišla do tega, da pač ljudje v življenju vse počnemo zaradi pozornosti. Vse je v pozornosti. To je moje ugotovitev. Tudi ta, ki napiše nekaj zelo neprimernega in sovražno nastrojenega, to naredi zaradi pozornosti. Ampak večji problem, kot v temu, ki je to grdo napisal, je pa v tistih ljudeh, ki se na to odzivajo. Ko se bo to začelo spreminjati, se bo mogoče začelo spreminjati tudi vse to grdo. Ne? Vsaj deloma. Zato, ker, če ti dobiš 100 komentarjev in od teh je 97 spodbudnih, bravo, dajmo, krasno, delaj še, ali pa mogoče tudi vmes kakšna konstruktivna kritika, odlično, 3 od teh 100 so pa, da ne govorim kaj vse, in si ti vzameš čas, da odgovarjaš točno na te 3. Namesto, da si vzameš čas, pa v 97 samo hvala napišeš. O tem bi bilo treba več razmišljati. Ne? Mislim, da to bi bilo fino obrniti okrog. Odgovarjamo na dobre stvari, slabe, pa ne, ker gre samo za pozornost. In spet je vprašanje naprej, ki bi lahko razpredali, le zakaj ta človek rabi pozornost na tak način, najbrž nek razlog nekje tiči, morda celo v njegovem zgodnjem otroštvu, ne veš, kako je odraščal, ne veš, a ima ljudi okrog sebe, ki ga imajo radi, ki mu kdaj to povedo, ne veš, a ima družino, nič o njem ne veš, zato dajmo to na stran, pa dajmo se z dobrimi, pozitivnimi stvarmi ukvarjati in se na te odzivati. Tako da jaz ko delam, preberem pa vse brez problema. Ja, vidim, da si kar aktivna tudi na socialnih omrežjih, a sama to urejaš, ti kdo ureja, tudi kdaj, ko odpišeš oboževalcem, tako si kar odzivna. Ja, sej tudi kar odpišem, no, zdaj vsem se absolutno ne da, tako da se opravičujem, kdo ne dobi mojega odgovora, ne gre. Se pa kar trudim večini kaj napisati, preberem pa vse, to pa ja, preberem pa popolnoma vse, zato si pa vedno vzamem čas. A veš, še eno stvar sem ugotovila, pred leti sem bila tako zelo, vsakmu takoj odgovarjati, ne, seveda, da ne bo mislil, da ne opazim, da mi ne pomeni, ker mi res pomeni vsak, ki si vzame čas, pa karkoli že napiše. Pa včasih se zgodilo, ko pa nisem takoj naslednjič odgovorila, to je že naslednji SMS, a zdaj pa tako, a zdaj pa ni več, no, da ne govorim in da ne razpredam tle, ne. Tako smo ljudje. Malo razvadila. Se mi zdi, da bi mogli biti kar malo bolj potrpežljivi, pa strpni, pa... Kako pa je drugače z oboževalci? Imaš dobre izkušnje, imaš dobre oboževalce? Imam zelo krasne ljudi, ki me radi spremljajo, poslušajo, hodijo na moje nastope, koncerte. Ugotavljam, ja, da smo se v bistvu s temi ljudmi, ki me spremljajo, kar dosti podobni valovni dolžini. Tudi, ko jih srečujem, pa se zagovorim, se pogovarjamo. Vidim, da so tudi po nekem temperamentu, miselnosti, kar tam, ne? Ja, nismo zdaj isti, ne, to ne. Ampak, a veš, neka energija, podobne ta energije, vibracija, ja, so pa kar dosti podobne. In to je lepo čutiti, kaj s vem. Moja glasba pač prinaša in jaz prinašam nekaj lepega, kdor je to pripravljen sprejeti super, kdor ni nobenih zamer, vedno pa pravim, dajmo z nekimi spoštljivimi odnosi se obnašati drug do drugega, a ne. Glasba ne bi smela biti predmet kregarije, no, če tako povem. Razumeš, to mi nikoli ni bilo jasno, pa kako pride do tega, da se kregajo ljudje in grdo govorijo drug o drugem, ker ti poslušaš to, jaz to, tebi je všeč to, pa to nima nobene veze. A veš, jaz sem bila res vzgajena, dajmo spoštujmo se, spoštuj človeka. A veš, če si ti, zdaj na pamet govorim, ali pa jaz se nima veze,
ena je veganka, ena pa ni, je pa mesojeda, ne? A zdaj se mi dve ne morava družiti, pa se lepo imeti, pa si izmenjati nekaj življenjskih izkušenj, pa drugo nekaj, ne vem, naučiti in si nekaj lepega dati. Ja, lahko, ne? Ti si boš naročila, kaj ti rada ješ, jaz si bom pa tisto, kar jaz. In če ne bova drezali drugo v drugo, nimava nobenih težav. In jaz razloga, da bi drezali, pač ne vidim in ne najdem. In se držim tega, živi in pusti živeti. Kdo sem jaz, da bom tvoje življenje krojila in ti govorila, kaj boš ti jedla, katere veroizpovedi boš, kako boš spolno usmerjena, kaj boš po poklicu, to ni moja stvar. Jaz moram skrbeti za sebe. Tako da, hočem povedati, da še nikoli nisem stala na vhodu svojega dvorane za svoj koncert in sprašvala ljudi, kako so usmerjeni tako ali drugače, pa rekla, ti lahko, ti ne smeš. To nima nobene veze. Dobrodošli vsi, ki želijo moje družbe, moje energije, ki se želijo družiti in to je to. Si bila pa v tem duhu vzgojena, ne? Verjetno pa tudi naprej svojim otrokom privzgajaš. Ja, ker jaz nikoli nisem slišala recimo od mame ali pa očeta, da bi zdaj o nekomu, ta pa to, pa kako lahko, pa tega ni bilo pri nas, ne? No, če se navežem zdaj na to svojo vzgojo, pa na najna otročka, koliko je bilo 14 dni nazaj, se peljeva s Karlotom v avtu na nek trening in jaz, nek pogovor je tekel, pa pravim jaz, Karlo, daj mi zdaj eno stvar povej. Kaj bi ti, zdaj bil 7 let star oktobra, ne? Kaj bi ti izpostavil recimo kot glavno stvar, ki bi te midva z Atjom rada vzgojila, ki bi te rada naučila v življenju? Kaj bi bila ta prva stvar? In on prav, to, da se nikoli nobenemu ne smejem in da se z nobenega ne norčujem. Rekla, to je to. Bravo, roka, smo na dobri poti, ne? In jaz sem bila tako srečna vse, pa veš, res, tako me je ganjalo, tako da ti otrok pove nekaj, kar bi mu ti tako rad dal za življenje, ker to mu bo v življenju še kako prav prišlo, lažje bo stike navezoval, veliko bo lahko imel enih poznanstev, kolegov, znancev, prijateljev, ne bo si delal konfliktov po nepotrebnem, ker ti konflikti po nepotrebnem, to so najbolj neumna stvar, ne? Veš, in velikrat so zaradi tega, ker ni prave komunikacije, ni pravega pogovora, ker, ne vem, si mogoče ljudje res ne upamo, daj kaj naravnost povedati, pa vedno razmišljam, Tanja, boljš prva zamera kot zadnja. To je vedno boljš. Pejmo na kavo, pa povej, kaj misliš, mogoče bo tudi kaj zabolelo, ampak še vedno si lahko potem v dobrih odnosih, ne? Ko prije enkrat do tiste zadnje zamere, konc. Ti ta način v poslu prav pride ali te kdaj udari po glavi, da si direktna? Zelo prav. Ja, zelo prav, vedno bolj prav tega, da se držim. Pa se v končni fazi je najbolj pomembna stvar to, da jaz večer, ko se vležem, se mirno in lepo zaspim. A ni? A veš, ker spet je tako. Ni najpomembnejš. Ne me narobe zdaj razumeti, ampak kaj ti misliš o meni? Veliko bolj pomemben je, kaj jaz mislim o sebi. Jaz iztlej izviram, kaj jaz mislim o sebi, kakšna sem, kako reagiram, kako se obnašam do ljudi. A veš, o sebi razmišljati, ne sam, jaz mislim, da je ona tak, meni se zdi, da je on to. Pozabi, ni pomembno, kaj ti misliš. Ker se mi zdi, da tudi pride tokrat v življenju do tega, da si ljudje kar postavimo v neko vlogo, ko naše mnenje je pa zdaj noro pomembno za svet, ker mi moramo pa zdaj to povedati. Ne rabimo. Velikrat ni treba. Nihče te ni nič vprašal. Me razumeš? Jaz ti bom z veseljem povedala, če boš ti rekla, ti Tanja, kaj pa ti misliš, imam tako pa tako situacijo, kaj bi ti naredila v tej situaciji? In ti bom zelo iskreno povedala, kaj bi naredila. Tudi če mogoče vem, da ne bi rada glih tega slišala, pa bom iskrena. Ne bom pa prišla, veš kaj, Petra, meni se pa zdi, da bi ti tako, zate bi bilo pa dober, ti bi pa mogla la. No, in kaj bi bilo zate dober, in to sem jaz doživela zelo zgodaj, ker sem šla na solo pot. To je bilo leta 2005, sem se odločila za samostojno kariero, ko smo s Foxicem nehali. In smo naprej z Mikijem delala, ker smo mi res super delali, sem rekla, ekipe ne menjam, ni potrebe, ne vidim razloga, samo delamo dalje, še dobro smo se poznali in tako. No in pol je zelo velikrat prišlo do situacije, ko sem bila v neki družbi, pa je zdaj nekdo prišel, pa mi je rekel, Tanja, ti veš kaj? A veš, ti bi mogla tako drugače, a veš? In jaz tako,
Ne povej, kako drugače? A veš, tako, da bi bilo malo drugače. Pravim jaz. Ok, super, dej, kako drugače? Povej, ne? Zdaj čakaš ta drugače. Kaj se bo razvilo iz tega, ne? In tretji odgovor je bil, a veš, tako, malo drugače. A to so bili kakšni glasbeni kolegi? Tudi, veda, tudi iz te glasbene srednje in to iz scene naše, ne vedno samo iz glasbe, ampak veš, ti bi mogla drugače, ne? In zdaj nekdo, ki je labilen, kot osebnost, ga to lahko obrne popolnoma mu svet na glavo, ne ve več, kdo je, kaj bi počel, česa ne bi počel in nisi nikjer. Ne veš več nekako ti ime, nekako se pišeš ne nič. A veš, jaz sem ti pa vedno rekla, Tanja, takih prišepetovalcev, kot sem jih jaz pojmenovala, ne, bo še mnogo. Vsakeč ti bo nekdo prišel, kako bi ti mogla, kaj bi ti mogla, on ve, kaj zate dober, ne. Jaz vem, kaj zame dober. Jaz imam svojo špuro, imam svoj cilj, vidim ga, imam željo, sem delavna, sem vztrajna, sem profesionalka, sem zanesljiva in to so neke kvalitete, ne, ki mi bodo nekaj prinesle, nek uspeh tudi v življenju in predelu in tako. Ne te prišepetovalci, ki meni govorijo drugač, pa nihče ti ne zna nič povedati. Tako da se s tem nikoli nisem ukvarjala, vedno sem pa rada poslušala. Ja, to sem pa velikokrat zdaj v intervjujih slišala, da praviš, da si dobra poslušalka. Ne? Čeprav rada govoriš, ampak si pa tudi dobra poslušalka, se ti ljudje tako zaupajo, se zatekajo k tebi. Ja, zelo, recimo z ljudmi, ki se jaz družim, ali pa tudi tako naključno, da gremo na kavico, tako se kar zelo odpremo. Najbrž tudi zato, ker jaz sem v bistvu zelo odprt tip človeka, kar mogoče včasih tle v tem medijskem svetu ne izpade ravno tako, to so mi tudi že večkrat rekli. Ja, pa ti si zaprta, pa ne deliš, pa tako. Ni čisto res. Je pa ena druga stvar res. Ne dovolim pa, da nekdo dreza vame v smislu, on ve, kdaj bom jaz o nečem govorila. On ve, kaj bom jaz iz svojega zasebnega življenja delila. Nič, on ne ve ali pa ona. Jaz delim takrat, ko jaz želim, ko je trenutek, ki jaz precenim, da je pravi za to in tiste stvari, ki jih jaz želim. In nihče ne more od mene popolnoma ničesar zahtevati. To sem prej že. Ja, to imaš zelo jasno začrtano, ne? Ja. Pa že od vedno, verjetno. Od nekdaj. Jaz sem si vedno rekla, Tanja, v medijski svet si vstopila skupino Foxy Teens, ste bile, se pravi, kot glasbenica, poznajo me po pesmih, po delu in tako. Nič mi ni potrebno deliti zasebnega življenja, če nočem. Ampak po drugi strani sem pa jaz človek, ki pravim, pa kam pa pridemo, če se ne bomo nič pogovarjali, pa če bomo vsi sam, pesem sem izdala leta tega pa tega, imam toliko in toliko albumov, nastopila bom tam, se to ne gre tako. Ljudje smo vsi, en dela to, en dela tist. Veš, vsak je uspešen na svojem področju, na svoj način in tako da se mi zdi, da če se znamo deliti življenjske izkušnje, kaj se nam dogaja in to je svet lahko veliko lepši, bolj preprost, gremo lažje tu čez probleme, čez težave, tako da ni res, da jaz ne želim oziroma nočem in sem tako strogo, nič vam ne bom povedala. Ne. Ampak prva stvar, ki je, spoštovanje mora biti na spoštljiv način in takrat, ko jaz to privolim. Nihče pa ne more siliti v mene, tega pa ne dovolim nikomur. Tako sta me že starša vzgajala, Tanja, ti imaš svoje življenje, ti si svoja oseba, ne more ti ga midva usmerjati, ne more ti ga pa tudi nihče drug in ne pusti, da ti ga. In tega se jaz pač držim. Zdaj, če sem za to stroga ali karkoli, ne vem, pol pač sem, ne. Drugače sem pa jaz zelo za pogovor, ja, in z ljudmi zelo hitro preidemo tudi na take zasebne, kar zelo zasebne teme. A veš, sej, tle imamo vsi zgodb. Največ zgodb, razno raznih. In v končni fazi si letos odločila sama, ne, in prav na rojstni dan delila zgodbo o bolezni. Si že takoj, ko si zbolela, vedela, da boš to delila z javnostjo? Jaz bi v tistem trenutku, ko sem zbolela, najraje šlej takole po mikrofonu celem svetu rekla, ženske takoj na pregled. Seveda tega nisem naredila, ne. Kar sem rekla, Tanja, lej, razlika je, a si ti sama, ali imaš ti družino, pa otroke. Pač to je razlika, ni isto. Poleg tega
Marina je bila stara 2 leti, se ne bo ne spomnila, ne bo nič vedela, zakaj je šlo, je Karlo šel pa v 1. razred. Septembra je šel v 1. razred, novembra sem jaz s tem to zvedla in tako, pa sem si mislila, lej, ne morem jaz naložiti otroku tega bremena, da bo zdaj 6-leten otrok mogel tam razlagati in odgovarjati na vprašanja, zakaj pa tvoja mami plešasta, brez las, to ne moremo tega narediti, to ni prav, ne. Je treba vseeno tako korak za korakom to speljati. Vedela pa sem, da ja, v nekem trenutku absolutno bom podelila, ker to ni nobena sramota, to nisem, vedno rečem, ne prva, ne edina, ne zadnja, nič posebenega, tega je ogromno, pardon, tako da in o tem se je tako, kot vedno rečem, treba tudi na glas pogovarjati. Pol je pa veš čas teku, pa pregledi, pa takšni drugačni, pa te kemoterapije, to pa so lasje izpadli, ne. Pa sem si dala za nekaj časa vseeno lasulico gorno, ker sem šla, a veš, smo v šolo hodili, pa tako. No, pa je prišel pa rojstni dan, tako 1. julij. Sem rekla, no, zdaj bo pa to povezano, kakorkoli je že, ni lepa novica, ne. Ampak bo povezano vseeno z dobro voljo in z lepimi željami in čestitkami, ker imam rojstni dan in z eno tako dobro energijo in sem takrat naredila. Pa sem si rekla, tako, vedno je prav ali pa nikoli ni prav, ne. So me sprašvali, si kaj bodo pa rekli, pa kaj bodo ljudje, pa to. Ne je pomembno spet, ker v vsaki situaciji nekomu ne bi bilo prav. Če povem, nekdo reče, kaj pa ima ona zdaj to za govor, saj ni prva, ne zadnja, pa gospa ista mi je pa tudi bolna, se razumemo, ja. Če ne povem, ja, a zdaj je pa ona nekaj posebenega, ne, ki ima to bolezen, kot da njena je pa drugače, a veš, vedno je to in s tem se obremenjevati je tako nesmiselno, nikamor ne prideš, spet je pomembno samo to tukaj not. In jaz sem naredila potem, kar čutim. In tudi lepo smo pol družinsko to speljali vse, da sta tudi otroka krasno čez to in sprejela in da nobene drame nismo delali, noben bav ni bil to. Povedala sem, da ima mami bolno dojko, da bo treba biti več pri zdravniku, da si tudi ne bomo mogli toliko velik, da igrati pa vnosati jih ne bom smela, pa skakati, veš kaj mi delamo, to vse doma na kavču, da ti ne govorim, salte, premete, prevale in tako. Otroka sta zelo hitro razumela, potem ko sem bila brez las, ki sta pogledala, ne, sem povedala, jaz sem tako rekla, ne, da je to pač so zdravila, ki bodo povzročila tudi to, da mi bodo izpadli lasje. Sem rekla, veš, in jaz si upam in želim, da mi vsi lasje izpadejo, ne, in me tako gledata, prav Karo, a vsi ti bodo izpadli? Sem rekla, ja, lej, res upam, da mi bodo vsi, ker to pomeni, da bom pol zdravila, ne, tako da bomo zdaj mi čakali, kdaj bo meni to izpade. No, in pol je šlo dol, sem me gledala, mami, lepa si, veš. Joj. Otrokom je čisto vseeno. A imam jaz en las, a ga sploh nimam, a imam suljo, a imam celulit, a ga nimam, ne, pomembna stvar na svetu, me razumeš, ne? Pa rečem jaz enkrat pol, ti Karlo, ki mi je že malo puhaj začel poganjati, a ti mi jaz zdaj všeč kot kratkolaska, ne? Pa prav, mami, pa ti si meni že zdaj všeč. Veš, sam to je pomembno. Pravi šarmer bo, ne, enkrat. To je. Joj, lepo je šlo to obdobje, skratka, lej. Se mi zdi, da je treba znati stvari, ki ti življenje prinese tako. Vzeti, sprejeti. Okej, ni fino, nihče si ne želi bolezni. Seveda, da ne. Ampak tukaj je, kaj bomo zdaj z njo? Ma na šeškaljo bomo. Razumeš, šla bo stran. Nikoli ni spustila, da te strah prevzame ali pa ta kakšna, da bi imela padec volje, da bi premagala bolezen. Nikoli. Ne, to pa ne, to, da bi pa volja, ne, to pa nikoli. Ne, da bi mi volja padla, to pa niti slučajno, ne, jaz sem rekla, pa tudi podpora doma je bistvenega pomena, to je treba povedati, partner, kakšne zgodbe sem jaz zdaj poslušala, tokom tega mojega zdravljenja, o teh partnerskih odnosih, kaj ženske vse povedo, da te boli srce v dno duše. In recimo, moj Miki je rekel, Tanja, pozdravila se boš, skupaj bova to sfurala, sploh ni vprašanje, ne obremenjuj se, ne misli preveč, a veš tako, in je rekel, lej, tu če bo potrebna odstranitev, bo pa potrebna odstranitev, ti si zame lepa, ko bodo lasje šli dol, ti si zame najlepša, to sploh nima nobenega pomena, pa veš, in to je
zelo je bilo tako normalno, naravno, ok, to bo v redu, gremo dalje, nič. In meni je bilo to všeč, ker se midva tudi nisva zdaj skozi cele dneve, pa vse tak teden pa skozi pogovarjala, samo tej bolezni, pa da bi bila to non-stop neka tema, a veš, ni bila, se je bila, ampak ne pa zdaj skozi pa 24 ur, pa vsak dan pa, ker to pa spet ni, da si skozi pol zaciklan v eno in isto in ti prvič povem, da je bilo vmes tako, jaz sem imela recimo v ponedeljkih kemoterapijo, ne, in jaz ono veselo, že v petek se res menim za, gremo v kavica, če v ponedeljku se že vse zmenim tako, ne, čak, ne moram v ponedeljek, jaz imam kemoterapijo. Pa si tako dobro prenašala vse te... Prenašala sem, lahko kar potrkam, ker si ne bi upala reči nič, ker to je zelo različno, vemo, da je lahko tudi bolj hudo in tako, ne rečem, po prvih tistih kemoterapijah je bilo telo slabotno, bila sem švoh, sem malo več odležala, kakšna slabost je tudi bila, nič pa dramatičnega. A veš, občutek je bil tako, da nisem v svojem telesu, sploh ti ne znam opisati, tako, zdaj vzamem ta kozarc tako in rečem na zdravje. Takrat sem ga pa tako. A veš, kada nekdo drug nekaj upravlja s tvojim telesom, tak slow motion, kot rečemo. Tista počasna varianta, ne? Ampak po nekih dneh je to šlo in mi smo zelo normalno v bistvu živeli vso to obdobje, skupaj zjutraj hodili v šolo in v vrtec, to je nam tako bred, ki ga imamo neskončno radi, na sprehod do šole, do vrtca, pa polki poštimat, pa se veš, no, pa življenje kot življenje. Če nisem mogla, če se nisem najbolj počutila, je to vse vodil Miki, krasen, brez vprašanja, brez problema. A te je kdaj skrbelo, da on ne bo zmogel, da se bo zlomil? Ali pa da si imela mogoče slabo vest, da je zdaj vse na njega padlo? Se mi zdi, da res je velikokrat imamo ta občutek krivde, ko ne zmoremo. Ne, ampak jaz sem v bistvu zdaj šele dojemam, da sem premal pa razmišljala o tem, kaj je on v bistvu čutil ob tem pa doživlja, ne? Ker sva bila midva drugače tako, a veš, vesela to, ampak zdaj, ko se pogovarjamo, pa kad tudi on pove za nazaj, ga je pa zelo tudi stisnil. Seveda partnerja stisne, pol sem pa jaz šla nazaj zgodbo vrtet. In sem se spomnila, ker mi imamo zdaj zadnjih par let, vsak let neki, ne, to film. Eno leto prej je bil pa on operiran na srcu, a veš. In seveda, takrat je bil on v bistvu v redu, super, ne, mene pa tako, na operacijo pa poklicati, pa pol mi niso takoj, pa je še na operacijski mizi, pa ni bilo ob tisti uri konc, ka bi mogel biti, pa veš, kaj ti to dela, ne. Sem se danes spomnila in sem se probala vživeti v njega, seveda, v bistvu je partnerju na nek način najbrž še mogoče teže, ne, ker on dejansko ne ve, kako se ti res, mislim, kako se počutiš. Ti rečeš, poveš, kako, ampak vedno si lahko misel, kaj pa če me noče skrb spravljati, prizadeti, kakorkoli, pa zdaj še malo boljš reče, da je, kot je, ne. Ampak jaz sem mu rekla, veš kaj, Miki, jaz bom realno povedala, ti bom točno tako, kot je, nič ne bomo ne olepšavali, ne nič, če ne bo v redu, ne bomo nič z glavo skoziti, ne bom hodila nikamor, tudi nastopati ne bi šla, če se ne bi dobro počutila, ker je on absolutno hotel za celo leto vnaprej vse nastope odpovedati. Sem jaz rekla, prosim, ne mi tega narediti. Ne delaj tega, če bo treba, bom povedala, ne bom šla, ampak če se bom pa dobro počutila, sploh še po pogovoru z zdravnikom, ki je rekel, če se vi dobro počutite, se ni razloga, da ne bi. Pejte, še dobro vam bo del. Tako, ne? Sem rekla, to je meni glasbena terapija. In si se imela dobro takrat na odru. Ja, in smo pol kar nekaj nastopov tudi naredili. Jaz sem tako uživala. To maso gledaš, ko so tako polni življenja in to pa se to ti ne more škoditi, no. Tudi to je pomagalo. Zdaj, je pa ta zgodba, ne, kako si zbolela, sem zasledila, da v bistvu nekako se ti zdi, da veš, kdaj je bil ta trenutek, ne, ko ste imeli pa res grozljivo situacijo doma, če lahko kaj o tem. Grozljivo? Ja, zdaj tudi to tle vedno rečem, a mi kdo verjame, a mi nihče ne verjame. Jaz pa to čutim. A veš, kaj ene stvari, ne vem, veš. Se bom zelo nakratko, no, da ne bo zdaj vsega, kaj je to bilo res tako. Tistega leta, februarja, je Marina naša bila stara leto in pol, ne, leto pa pol, in je doživela ta vročinski krč, nehala dihati, pomodrela,
groza od groze. Miki jo je oživljal v kopalnici na tleh. Jaz sem se sesula, veš, jaz sem takrat, ne vem, se spomnim najdem besed, jaz sem lahko tako s telefonom na tisti miz, na onem pultu kuhinjskem in sem se zverinsko drla v telefon, sam zvonc, nadstropje, naslov, zvonc, nadstropje, eno in isto sem zverinsko drla, a veš. In jaz si rečem, Tanja, sedej, sedam takoj, sam punčka ne zadiha, sam najna punčka ne zadiha. In v istem momentu grem čez glavo, zdaj nisem nekaj pasala, nisem nikoli. No, ko jo je on oživljal, je pa ona trznila na zučko, pa hiter v banjo, pa so rešilci že prišli. In tako da potem se zatem to več ni ponovilo, upam, da se nikoli več ne bo, da se nobenemu otroku na svetu ne bi to zgodilo. No, in potem je meni zdravnik rekel, ko se meni to začelo, sem vprašala, kdaj približno se je to začelo, mi lahko veste kaj. Je rekel, to ni nekaj letni rak, to je nekaj mesečni, ta invazivni rak, ki zelo hitro napreduje, prav kakšen januar, mogoče tako začetek leta, jaz pa tako februar, vse mi je jasno, ne. Pol pa me vprašal, ne, sem povedala, je rekel, da je možno. Je rekel, ja, čist možno, ne. To je tak šok za telo, a veš, in to sem tudi stokrat povedala, ampak dobro, ne, pač, če bo tako, ne moram zdaj drugače povedati, ne. Ko sem jaz tam slonela na oni kuhinji, lej, od tlele gor do 5 dol so se 4 stopnice v meni zrušile in jaz sem to čutila, Petra. A mi verjameš, le tako je 1, 2, 3, 4 naredil in jaz sem tako naredila in jaz sem fizično čutila, da se meni telo podrlo. No pač, to je moja izkušnja, ne. A veš, vsak ima svojo, pa tudi sej nikoli ne veš. Bolezen ne izbira, nikoli za njo pravi čas, pač pride, to je tudi del življenja, nimam okej. Pri meni je prišla ta, a veš, se niti nisem, ko je to prišlo, da bi, pa zakaj, jaz tega ni bilo pri meni vprašanj. Tukaj je, rešujemo, naredimo najboljše, ubogamo, poslušamo, jaz sem taka ubogljiva, veš, kar se mora, ni težko in mislim, da smo to obdobje v bistvu kar lepo speljali. In ga še peljemo, no. Zdaj, kako drugačni bodo letošnji prazniki od lanskoletnih? Imajo zdaj večjo težo, se jih bolj veseliš, si boš bolj zapomnila vse lepe spomine, ki jih boste ustvarili? Verjetno se je malo percepcija spremenila. Mislim, veš, da te že vsak dan te nekaj spremeni, neka dosti manjša stvar ali pa bolj površinska, bom rekla, nekaj te ne bo bolezen, seveda te. Predvsem, sicer sem bila že jaz prej tako narejena za ta trenutek, zdaj, kaj je bilo, nič ne moramo narediti, kaj bo vprašanje, ne, zdaj je pomemben, zdaj pa to še toliko bolj, res še toliko bolj. Sam ta moment zdaj je, ni drugega. Veš, preveč se nekaj ubadati s preteklostjo, pa se sekirati, pa ni. Zdaj preveč se pa spet s prihodnostjo, ne? Ali pa s prihodnostjo zaradi te preteklosti, kakršnekoli že, pa spet ni. Ker tu te vse not lahko neki črvič, pa tako da res, ta trenutek zdaj in to, da se ti vedno ljubi. Ampak to sem imela tudi že prej ugotavljam. Zdaj pa še to bolj, da bi jaz rekla, a meni se ne ljubi, meni se ne da, pa le koliko je pozna ura, pa zdajle, pa kje si, pri meni tega ni, ampak že iz moje primarne družine tega nisem nikoli poznala. A veš, jaz ne vidim slabega vremena. Jaz sem najbrž res zelo naporna s temi svojimi, jaz to vem, v teh optimističnih in to sferah, ne, ker sem, ampak tako ti bom rekla, pa kdo si je zmislil to slabo vreme, no? Kar slabo vreme je, ker so 3 kaplje dežja padle, ne, in zdaj, ko malo moramo postati tam v koloniji, ne, to slabo vreme, katastrofa, grozen, nič se nam ne da, gremo kar pod kovtra, pa se pokrijemo čez glavo, pa nič. Ne, drž ni slabo vreme, to ne more biti razlog za slabo vreme. Je samo vreme, to ne more za slabo voljo, je samo vreme, ali sonce, ali dež, ali sneg. Slabo vreme je takrat, ko ljudje nastradajo zaradi tega slabega vremena, ko so poplave,
ki ljudem odnese domove. So ljudje poškodovani zaradi tega slabega vremena. To je slabo vreme. Če en otrok se rodi in zdaj 20 let od staršev posluša, kaj zunaj malo bolj sivo, pa to slabo vreme, oziroma daš in da skozi posluša, pa tole pa grozovito, kašen vreme, kamo pa zdaj, nič se mi ne da, to pa. Ja, se to je vzorc, kako ne on pol bo pred 20, gremo, akcija, vse je vse ok, v redu in bo polna vdiha tudi ob slabem vremenu. Ja, ne more biti. Veš, in jaz svoje otroke drugače vzgajam. Ko je sončen dan, rečem, kašen lep sončen dan, gremo, ostanemo, akcija. Ko je deževen dan, nisem nerealna, da rečem, kakšen lep sončen dan. Ne, to ne. Ampak rečem, kakšen lep deževen dan, dajmo Škornje gor, dežnik, gremo malo po lužah čofat. A veš, ne? Tako da, ja, lep. Teh stvari, kaj je res pomemben, a veš, pa kaj je res problem, pa kaj res ni problem, se je treba bolj zavedati. Veš, ne more biti kar vse problem, zato ker res moramo malo v trgovini v koloni čakati. Pa zato, ne vem, ker nam v službi nas je en malo po stran pogledal, pa nam je šef malo bolj ostro nekaj rekel. Ja, to ni še problem. A veš, jaz sem toliko med ljudmi, da poznam toliko zgodb res groznih, tragičnih, žalostnih, da bi me bilo sram jamrati. Zato, ker ne vem, nekaj v poslu ne gre, pa ker zaradi vseh ostalih stvari. Še zaradi te bolezni, Bog ne, da ne bi zajamrala niti, si ne upam. A veš, ljudje imajo doma bolne otroke, hudo bolne. Kaj pa to? Pa ne jamrajo. A veš, mama, ki ima otroka na vozičku, ga mora 24 ur za njega skrbeti, pa nikoli ne reče, nimam časa lulati, nimam časa se stoširati, nimam to, pa vse naredi. More in še za tega bolnega otroka, ki skrbi še, kaj bo potem, ko mene več ne bo s tem otrokom. To je problem. Ne mi, če imamo zdrave otroke, imamo vse na tem svetu, smo že zadeli na loteriji. Ne rabim nobenih sreč hoditi tjale na črpalko pisati pa ugotavljati. A veš? Ampak to se moramo zavedati. Če imamo zdrave otroke, imamo vse na tem svetu ljudje. Mi bomo že odrasli, to bomo zborbali vse, kar je treba. No in kljub vsemu ne, vedno rečeš, čeprav je bilo težko leto, bi mogoče ga vseeno ponovila. Ja, prejšnjič sem glih o tem razlagala, pa res ne moram reči, da ga ne. To je bilo eno tako lepo leto, mi smo se kot družina tako lepo imeli. A veš, obdobje je bilo glih, se pravi mala, od 2 do 3 leta. Veš, kakšna so to leta, kad ti otrok začne vse čeblati, kad ti vse pove. Kad ti, Karlo, šel v 1. razred, krasno obdobje je bilo. Lep 1. razred smo imeli, čudovito učiteljico so dobili, spoprijateljili so se s temi prijateljski novimi sošolci, en kup doživeti je bilo. Tudi jaz na teh svojih nastopih sem imela cel kup lepih stvari, a veš, ja, bi ponovila, no. Bi se zlagala, če bi rekla, da ne bi, no. Lagali pa ne bo, no. To pa res ne. Če pa kaj si pa iskrena. Ja. Zdaj, Tanja, jaz za konec svojim gostom vedno pripravim 3 časopisne naslove, ki predvidevajo, kaj bi lahko mojem gostu brali, pa so plod moje domišljije. Aha. In za tebe sem pripravila takele. Tanja Žagar spisala svojo knjigo. Je možno, da bomo to kdaj brali? Zato so me pa večkrat vprašali, ne. Zdaj, kar je en tak naval knjig, se mi zdi, ne, tako obdobje. Knjižno. Neki znani Slovenci radi, kaj napišajo tudi v sebi. Začela sem pisati, veš. Ja. Doma imam, se pravi, to že knjigico, ki jo pišem otrokom, ampak to je drugo. Ja, nič ne rečem, da, mislim, nikoli ne reci nikoli. Tega se je treba tudi držati, ne? Ker za rečenja kruha se človek največ ne je. Ja. Tako da ne bom izpustila te možnosti. Zaenkrat ne, ker se mi zdi, da je za knjigo še malo prezgodaj. V tem trenutku, mogoče pa enkrat v prihodnosti, ko bom začutila, da je pravi trenutek, pa tudi, zakaj pa ne, se v bistvu bi imela veliko, kar dosti za povedati, pa v bistvu je taka zanimiva, tudi ta moja pot, če gledaš, ne, in ta pevska, kako je šla, da ne govorim pol, kako se iz te pevske polu v to zasebno sfero prišlo, ne, v bistvu imam kar tako zanimivo življenje. Bi bilo brati to, ne? Zanimivo življenjsko zgodbo, ja. In je še dosti za povedati, kar nisem povedala, kar ni časa niti povedati, vedno ne, niti ni priložnosti in tako. Pa knjiga pa mogoče res ena taka stvar, ki bi človek lahko več stvari
mogoče kdaj v prihodnosti je. Kako bo naslov? Vem, kako bi bil lahko naslov. Po eni od mojih pesmi, Zaljubljena v življenje. Mislim, da bo moj roman. Moj roman, Zaljubljena v življenje. No, se veselimo, če bomo in ko bomo kdaj to brali. Potem drug naslov je takšen, duet, da se stopiš, Tanja Žagar posnela pesmico s svojim sinom. A otroka, ki kažeta teh talentov. S svojim sinom. Ja. Ker pesmico za otročka sem že posnela. Da bi skupaj zapeli. Ja, naslov je Ves moj svet, tako sem jo jaz, da bi skupaj, mi imamo že kar nekaj tako domačih skupnih posnetkov, ki mi pojemo. Ja, imata zelo, zelo lepo pojeta, lep posluh, rada pojeta, veliko pojemo v avtu, doma, ob klavirju, v Karlovem pepevskem zboru, tudi v šoli, rad poje. Ja, mogoče tudi kdaj, veš. A jih boš spodbujala, da gresta v te vode, a bi jih rada obranila? Ne, nič ne bomo obranili življenje. Lej, v vsakem poslu, kjerkoli si, ti so in dobre in slabe stvari, moraš kaj prenesti, moraš kaj da čez, so ovire in tako naprej. Tako da ta moj glasbeni posel je krasen, nisem pa midva kot starša ta, da bi zdaj otroku rekla, ti si pa zelo za to, da ti to deli, to se ne gremo. Najna naloga je, da ju res opazujeva, pa vidiš, čemu se zateka vsak dan, kaj vsak dan rad počne. Razumeš, ne bom otroka, ki žoga od malga, zdaj pa peti v cvetličarski krožek. Ne bom tega naredila, zato ker imam jaz rada rožene. Nisem jaz pomembna. Ta otrok je pomemben, on ima svoje življenje in tega se midva drživa v tej vzgoji. Ona dva imata svoje življenje in sta svoji osebi. Ne gresta po svoji poti. Ja, je izrazil, bi rad igral kitaro. Super, bomo omogočili, da boš igral kitaro. Zdaj trenutno je Karlo pri športih, pleše tudi latinsko-ameriškim standardom, tako da grejo malo pomagalnih stopinje. Dvakratna zmagovalka zvezde pleše. Ja, pa pravijo, čez, ne vem, 20 let boš pa na zvezde, ali pa, 15 na zvezde plešejo, se hecamo. No, v glavnem, ampak res tist, za kar je otrok, za kar je on nadarjen, ne nekih starševskih ambicij. Ja, da glasbo sta nadarjena, silila jih nikoli ne bi, če boste izrazila željo, pokazala interes, ju bom pa absolutno podprla. Pa še ena druga stvar, ki je tle pomembna, kar sem že prej rekla, svojo pot imata. Torej, vsak ima svoje ime in primek, zato jaz nisem nikoli želela, veš, to je sin Tanja Žagar, hčera Tanja Žagar, to ni njuno ime, ona dovata svoje ime in primek. Ne more on živeti kot sin Tanje Žagar. In ja, ker ga recimo pač jih ne izpostavljam in takole, nič ni narobe z ljudmi, ki tudi izpostavljajo otroke, da se razumemo. Vsak ima svoj razlog, zakaj ja, in tudi svoj razlog, zakaj ne. Zdaj, najno razmišljanje pa v tej smeri, veš, ja, ko bo on izpostavljen, pač bo, ampak bo zaradi svoje dejavnosti in zaradi nekega svojega uspeha, ne zaradi maminga. Ker ima lahko zaradi tega pozneje v življenju hude travme in težave in komplekse. Ko je pa on svojo nogometno ekipo prvi, seveda so poslikani in se to a ne. Ampak on mora biti v svoji sferi pomemben, ne jaz. A veš, s svojo pozornostjo in svojimi uspehi se mora on biti nekdo in to. Ne zato, ker je on sin mame, ki je pač v medijskem svetu. A ne? Ja, glasba, če bo sta želela, absolutno. In še zadnji naslov, poroka leta, Tanja Žagar v beli obliki pred oltar. Bosta kdaj? Si pa šla zdaj, čez drugo smer. Čez drugo. Jaz pa tako črne prišla danes, Pa drugače sem rada v belem, zelo. Kako poroka leta? Tanja Žagar v beli obliki pred oltar. Mislim. Lepo se bere, ne? Tanja Žagar v beli. Moja življenjska želja je od nekdaj bila ustvariti družino, imeti otročke, da postanem mama. To je bila moja, in ne vem, jaz sem bila stara mehna punčka, ker se jaz spomnim tle noter vse tega, da bom jaz mamica. A veš? In to se mi je zmeri vleklo, zmeri je bila ta želja tle noter, sem ponižno hvaležna, da sem jo uresničila. O tej beli obleki pa nisem nikoli sanjala. Nikoli kot mehna punčka. O družini sem sanjala neprestano, skozi v otročkih, o tem pa nisem sanjala. Pa mi je lepo, pojem na porokah, krasno mi je, sem vesela zelo, ko se dva odločila za ta korak in ima to veliko pomeni, podpiram in tako.
Da bi pa zdaj rekla, da mi je to življenjska želja in da zdaj sebe vidim to, pa ne, no, zdaj tudi, če bi prišlo do tega, ker nikoli spet ne veš, kaj življenje prinese, na naslovki ne bi bila v tej beli obleki. Bi to naredili. Bilo to v okrogu. Ja, tudi vprašanje, če bi bila bela obleka. Ja, nič, Tanja, prišli sva do konca najnega pogovora, jaz se ti res iskreno zahvaljujem za vse misli, za pozitivo, za smeh in solze. Veliko je teh solz v intervjujih zadnje čase. Ti je težko ali je pač to je del te tvoje iskrenosti? Ma ne, veš kaj, sej... Te izčrpa to kdaj? Ne, izčrpa me ne, sploh ne. Jaz sem zdaj dobila tako spet eno lepo energijo pa eno vdih za naprej, ker zelo uživam v takih pogovorih, sploh v teh, ker lahko tudi nekaj poveš, pa nisi prekinjen na vsake 3 besede. Ne. To mi je super. Če me izčrpa, sem povedala, da ne. Kaj si me še drugo vprašala? Si že ti pozabila? Ne, v bistvu sem ti zahvalila za lep intervju. Ja. In iskrenost, ne. Ja, to solze, smeh, je to pa življenje. A veš, mene stvari ganejo, no. Me kar ganijo. Razne. Ne, tako da, mislim, da nič narobe ni, tudi če kdaj solze pridejo na oči, ne vem, zakaj bi to bilo treba skrivati in si brisati na skrivaj in to. To je vse življenje. Kaj si želiš v novem letu, mogoče imaš kakšne želje ali si zelo previdna pri načrtovanju sedaj? Samo ena, ne? Kaj si želim? Zame, za moje, za vse ostali ljudi, ne, zdravje. No, naj se uresniči, podleti ta tvoja beseda in želja in vse dobro ti želim in upam, da se res še kdaj vidiva. Ja, najlepša hvala, res mi je bilo prijetno, hvala za povabilo, no, mi je veliko pomen, pa se še kdaj vidiva, ker imam občutek, da se mi bo še kaj dogajalo, da bo lahko klepetali. Hvala pa vsem, vse lepo, lepe praznike in uživajte oziroma preživljajte življenje z ljudmi, ki vam res veliko pomenijo. Hvala. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.